Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljično željo poklanjam Anžetu, ki mi je kar sam napisal čudovito elektronsko sporočilo. Anže si je zaželel slišati prav posebno zgodbo. Namreč spoznali bomo družino Brbončkovih ter njihovega zelo učenega pasjega hišnega člana po imenu Hov. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Anžetovi pravljični želji z naslovom Doktor Hov. To je družina Brbončkovih. In to je njihov pes Hov. Hov je zdravnik. Doktor Hov je odpotoval na posvetovanje v Brazilijo, kjer predava o kostnem mozgu. Medtem ko ga ni bilo, so dedek in Brbončkovi otroci zboleli. Bolje bo, da ga pokličemo nazaj, je rekla mama Brbončkova. Poslali so brzojavko v Brazilijo in doktor Hov se je vrnil domov. Nejc Brbonček je naskrivaj kadil v kolesarnici, zato je grdo kašljal. Kaditi ni dobro, je rekel doktor Hov. Tale gobasta zadeva v naših prstih so pljuča. Pljuča so naprava za dihanje. Kajenje jih napolni z umazanim katranom. Potem ne morejo dobro delati in zato kašljamo. Berta je hodila okrog brez dežnega plašča in kape. Staknila je prehlad in vnelo se je grlo. Njene mandeljne so napadli bacili. Vnetje mandeljnov, je rekel doktor Hov. Moral jo bom operirati. Pa jih je vzel ven. Jakec se je kot nor praskal po glavi. Gnide ima, je rekel doktor Hov. To so jajčeca, ki jih ležejo v uši, zelo majhne žuželke. Tukaj je ena, v tvojih laseh živijo. Da bi uničil uši, je jakčeve lase premazal smrdljivim šamponom in jakec ga je moral imeti na glavi ves dan, tudi v šoli. Nikoli z nikomer ne zamenjuj svojih glavnikov in krtač, je rekel doktor Hov. Najmlajši Brbonček si potem, ko je bil na stranišču, ni umil rok. Nato pa je sesal palec in pustil drugim otrokom, da so mu brskali po nosu. Zatem ga je začel boleti trebušček. Dobil je gliste, je rekel doktor Hov. Iz jajčec so se razvile v njegovem črevesju. Gliste se zvijajo v tebi, dokler ne pridejo do zadnjice. Tam izležejo drobcena jajčeca in zato te močno srbi. Če se praskaš, dobiš jajčeca za nohte. Če sesaš palec, pridejo jajčeca nazaj v tvoj trebušček in tam se izleže še več glist. Ne praskaj se po ritki in ne sesaj palca, je rekel doktor Hov. Heleni Brbonček se je vrtelo v glavi. To je zato, ker kar naprej prevrača kozovce, sta se smejala njena starša. Neumnost, je zarenčal doktor Hov. Vnetje ušesa ima. V našem ušesu so drobcene koščice, ki nam ohranjajo ravnotežje. Če se vnamejo, lahko dobimo vrtoglavico. Doktor Hov ji je dal zdravila.
Dedek je pojedel preveč fižola in popil preveč piva. Strašne vetrove ima, je ugotovil doktor Howe. Tukaj so naslikane cevke, ki so v tebi. Pivo in fižol ustvarjata v tvojem trebuhu pline. Uidejo lahko samo tako, da jih zadaj izpustiš. To je ogabno, je doktor Howe povedal mami in očetu Brbončkovima. Če ne bosta bolje skrbela za svojo družino, se bo zgodila kakšna resna nesreča. Kaj potem, sta rekla Brbončkova. Saj imamo tebe, da skrbiš za nas, mar ne? Medtem so se dedkovi nevarni plini kopičili in izpustil ga je tako močno, da je streho odneslo s hiše. Saj sem rekel, je pripomnil doktor Howe. Ko so popravili streho in ko je doktor Howe tako vsem pomagal in so se počutili bolje, je zbolel še sam. To bo odstresal, Howe, je rekel njegov zdravnik. Potrebuješ počitnice daleč stran od te presnete družine. Natanko to mi je predpisal zdravnik, je rekel doktor Howe. Tukaj me že ne bodo našli. O ne, je rekel doktor Howe. Bravo, kuža Howe, si pa res zelo učen in za vsako še tako neprijetno težavo imaš rešitev. No, upam, da družina Brbončkovih le malce bolje skrbi za svoje zdravje, tako da lahko doktor Howe s svojim znanjem pomaga še drugim. Anže, najlepša hvala za odlično pravljično željo. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še zanimivi zgodbi z naslovom Novice z vlaka Trebušaka. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, poskrbite za svoje zdravje in se kmalu spet poslušamo. Pravljičen pozdravček Anžetu ter vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau. Bravo, doktor Howe.